Dame in gospodje, dobrodošli v še eni epizodi podcasta Brez dlake na jeziku, kjer bo danes z menoj Sanela Štadler. Ja, in Sanela Štadler morda na prvo žogo ni ravno tipična gostja, ne, v smislu, da bi bila neka pevska zvezda, igralka, OnlyFansov ali kaj podobnega, ampak gre za eno zelo zanimivo dekle in sem si jaz sam sebi rekel, ti to punco moraš gostiti v svojem podcastu, ker ona je kot prvo zelo inteligentno dekle, ki ima en magisterij pa še enega dela, kar je meni sploh fascinantno. Druga stvar, ona je v zadnjem času shujšala kar 60 kg in se za svoj popoln izgled podvrgla raznim lepotnim operacijam. In tretje, zdaj pravi, da je zadovoljna in takšna, kot mora biti. Zdaj, če to drži, jo bom pa jaz zdaj sprašal tu na licu mesta, brutalno, iskreno. Sanela, lepo zdrav in dobrodošla v moj fucking podcast. Ne? Pa lepo pozdravljeni, zelo sem vesela tega vabila in pozdravljam tudi vse gledalce tvojega podcasta. Mislim, sem kaj narobe povedal, v štartu, sem kaj zgrešil, se zmotil morda v začetku že. Ali... Ne, ti si vedno perfektno. Vedno perfektno. Vedno. Hvala lepa. Zdaj pa Sanela, glej, gremo brutalno zdaj v stvar. Ne? Ti si bila pred tem, kar si zdaj, si imela kaj, okrog 60 kg več? To se pravi, vem, ne? Imela sem 120 kg. 120 kg, zdaj jih imaš čako 60. Imam 60. Se pravi, 120 kg si nosila po svetu? Tako koliko je. časa? To sem nosila po svetu 4 leta. Zredila sem se, ko sem zanosla in pojedla sem vsak dan eno veliko milko čokolado, ki je imela 300 gramov. Bravo. To je okrog 2000 kalorij, cca. Plus kosilo, plus pač vse normalno drugo in po enem letu vsak dan, ker sem pojedla čokolado, sem se kar naenkrat zbudila 120 kilami. Okay. Pa si šlo še več, ali veš, da je bilo 120 tisti max? 120 je bil tisti max. Ja. Ko sem rodila, sem zgubila 3 kile. Torej si imela 117. Ja. Ok, bravo. Ja. Mislim, da se delamo norca iz močnejših žensk, to ne sme tako zdaj spaditi, ampak je zabavno. Ja, okay. Res, ne, res. Okay. Ja. No, in jaz sem pričakovala tudi, da ko bom rodila, da bo to vsaj 10 kil šlo samo od sebe dol, ampak ne. Se je obdržalo. Se je vse obdržalo. Ja. Po enem letu, ko je bil moj otrok 1 leto star, sem se začela zavedati, da v takem stanju ne bom našla niti fanta, ker sem bila samohranilka, da ne bom našla niti službe. Samo kaj, če si v krogu, ne najdeš fanta pa službe? Ne verjam, mislim, ne vem. Odkot imaš pa to zdaj, to pa ne vem. Ne vem, ker se mi zdi, pač opazila sem, da vseeno lepši ljudje lažje pridejo skozi življenje. Jebem ti, a ni lepota prekletstvo, da te pa pol samo po lepoti gledajo, pa ne poglej mene recimo. Jaz sem zelo lep in me vsi gledajo samo po lepoti in nobeden po pameti. Sem pa strašno inteligenten fant, kar noben ne ve. Ne? Tako da se ne strinjam s tabo. Ne? Lepota je kurac, lepota je prekletstvo. Takoj, ko odpreš usta, je vsem jasno, da si pameten. No, dobro. Ampak glej, če te vprašam še to, se pravi, kdaj je bila pa ta točka preloma, ko si pa rekla, Sanela, zdaj imaš pa dost, zdaj pa ti ne boš več imela 120 kg, zdaj boš pa ti nekaj naredila. Zakaj se je to zgodilo, kdaj se je to zgodilo in kaj ti je v glavi prelomilo se, da si se pa odločila za spremembo? Največji faktor za mojo spremembo je bila enostavno želja potem, da bi se lahko oblekla v seksi oblačila, da bi bila sama sebe lepa. A si bila grda? Zelo. Ful grda? Ful. Koliko grda? Bila sem sama sebe tako grda, ali pa toliko slabo sem se počutila v svojem telesu, da ko sem morala iti na fitness, najprej 3 ure jokala. Jeben ti. To je ogromna depresija, verjetno veliko ljudi o tem ne govori. Ko človek sam sebi ni lep po nekakšnih standardih, ki jih je ta planet Zemlja določila kot lepoto in se zaveda svoje grdote, bom temu rekla, govorimo o vizualnem izgledu. Zdaj jaz sem bila 120 kg sem imela, oči sem imela škiljave, se pravi, da seveda nos sem imela kljukast. Ja. Dobro. No in jaz sem pač videla, kako pa gledajo eno mojo prijateljico fantje, ki pa je bila lepa, po teh standardih govorim, manekenka. Druga stvar pa moj brat,
Ja? Je- Jack Bars, Jack by the way. Bars. Reality show zvezda. Ne? Kaj bi ta Survivor, kmetija, Bravo, ja. mislim, ne, Okej. usodno vino. Okay. Tudi igralec. Tudi ja. igralec. Bravo. Moj brat je bil moj največji motivator in on se je On je fitneser. on je fitneser in on se je žrtvoval, ker res najprej nisem mogla iti v fitness, meni je bilo preveč neroden. Ker ti dejansko, ko imaš 120 kg in začneš, ne vem, hitreje hoditi, ti res švicaš in to res smrdi. To in vidijo ljudje in voha se. To ni nekaj imaginarnega, da si mi nekaj predstavljam. Ne, dejansko res pač so vonjave, a ne. Hkrati nisem imela nobenega znanja o pravilni prehrani, kaj moraš delati, kako telovaditi. Jaz sem imela morda tukaj srečo, da je moj brat res žrtvoval vsak dan, je prišel k meni domov. Vsak dan je z mano delal vojaške vaje. Vojaške vaje. Streljala sta kaj? Ne, to je tisto skakanje tako, veš. Tisti burpee ali kaj? Tako, to, potem pa laufanje, ne vem, laufala sem vsak dan če govorimo o Celju, jaz sem bila v Celju, sem laufala iz tega fitnessa tu, na Hudinjo, vsak dan pa nazaj. Se pravi, dejansko si ti, če te prav razumem, ne samo s hrano, tudi športno vzgojo si hujšala. Seveda, tukaj, da ti lahko toliko kilogramov skušaš, zajema gladovanje, načrtno gladovanje, čeprav imaš poln hladilnik hrane. Ker vsak človek, ki ima tako kilažo, je pojedel za toliko časa hrane vnaprej. To se pomeni, jaz sem pojedla toliko hrane, da je 40 dni sem brez problema zdržala brez hrane. To sem si poštimala tu not. Kako misliš brez hrane? Brez hrane. Kako misliš? Post je bil to? Post. 40 dni? 40 dni post. Pa kljub športu? Kljub športu. Pa nisi dol padla? Ne. Pa kako imaš pa to nekaj? To pa pač še zraven vitamine moraš vzeti, cel šop vitaminov, ne en vitamine. Vse vitamine moraš, celo paleto vitaminov. Pila si samo te, kako bi rekel, vitamine, limonade. 40 dni nisi pojedla nič? Ne. Niti sperme? Ne. Nisem imela samska sama. Noben mi ni hotel dati sperme. Dobre. Nisem mogla dobiti tipa. Dobre. Ja? Da materna. Pa da nisi, ampak šport je napor, nisi rabila hrano za to, da si to skenila. Ne. Dejansko sem si najdla sem en video, kjer en zdravnik razlaga eni črnki, temnopolti ženski, ki ima 250 kg, da ona ne rabi 2 meseca jesti. Da ne rabi 2 meseca jesti, ker je za naprej jedla. Že vnaprej je, jaz sem pojedla hrane jaz sem mogla hujšati v bistvu vse skupaj 7 let. Se mi dva razumeva? 7 let? 7 let. Da je to koža lepa, da je to pravilno hujšanje. Vsako leto 40 dni post. 40 dni post. Recimo potem ko ti že na nek način dojameš, da je potrebno ne jesti, ker to je treba razumeti, ne smeš jesti. Ne jesti, da boš to, ne smeš jesti, ne rabiš jesti, ker telo bo porabilo vso maščobo okrog trebuha, kot da si pojedel hrano, bo to maščobo spremenil v blato. In tvoje telo bo naprej funkcioniralo in se če telo spočiti boš, ker vsa maščoba, ki je v telesu, je pravzaprav so to strupi. To so stisnjeni strupi, toksini, ki jih človek nosi s seboj v telesu in zato so utrujeni, zato nimajo energije, zato so zadihani. Ampak v bistvu ti si dejansko spremenila tudi način življenja, to moramo poudariti. Popolnoma. To je dejansko ključ, verjetno. Tudi da ohraniš potem suho postavo, če rečem temu tako. Za ohraniti suho postavo nikoli več normalno ne moreš jesti. Nikoli več. Takoj se začneš rediti. Če smemo skočiti, tu se s tabo več kot strinjam. To je žal kruta resnica. Lahko so, ne vem kakšni nutricisti zdaj nama tu solijo pamet, ampak žal je tako, preprosto rečeno. Če hočeš biti suh, ne smeš celo življenje preveč jesti, moraš paziti celo fucking življenje. Razen če si ekstremni športnik. Recimo, da si zdaj ti biciklist, pa na dan prefuraš 300 km, lahko verjetno več poješ. Če pa nisi ti to, ljudje moji, žal boste mogli stradati. In kalorijski deficit je žal tisto bistvo, razumeš, in ne smeš jesti, in če ješ en teden preveč, bo se spet začel urediti in ga boš najebal. Se pravi, trpljenje je to dejansko, če pregama črto. Kurčevo trpljenje. To si se odločil, zavestno, zdaj za žensko je še teže kot moškega, da se razumeva, ženske imamo drugačne telo. Ženska, ko enkrat pride do željene postave, potem več ne more vsak dan jesti, je dovoljeno jesti vsakih 48 ur en obrok. Čak, kaj?
Ja. Zdaj se zberma. To pomeni. Kdo ti je to povedal? Kje si? Ni to nevarno. Ne. Kaj, na 2 dni en obrok? To se pravi na 48 ur. To pomeni, danes jem, jutri ne jem cel dan in naslednji dan potem jem. Pa ti znam pol veliki ješ? Ne, ker se želodec, ko ti nehaš se prenažirati, ker mi imamo na svetu problem prenažiranja. Zakaj ne bi smela vsak dan mal jesti? Ne, še nekaj bi povedala. Ne, če bi bila jaz stara 25 let, jaz sem stara 46 let. Vse, kar je ženska starejša od 40 let, če želi imeti vitko postavo in izgledati mlada, lepa, pomeni gladovanje. Pa se splača to? Zelo. Trpljenje, na kratko povedano. Na kratko povedano se navadiš konstantne lakote. Zdaj, seveda sem jaz uporabljala različna pomagala. Recimo Retratritrud. Kaj? Riba, kva? To so peptidi. Peptidi. Daj se zberma zdaj, da razloži to ljudem, ki ne vedo. Ja, peptidi ti... Kaj se ka ripi? Retrotrade. Retrotrade. To je kot Ozempik, ampak Ozempik je slabše kakovosti, manj učinkuje, Retratrud uporabljajo vrhunski športniki. Pa kaj je to? To zdaj? Na tem si zdaj tudi? To zdaj uporabljam. To si na Facebooku nekaj napisala, če se ne motim? Ja, to zdaj uporabljam. Je to nevarno? Ne, jaz mislim, vsak posameznik preden gre v kakršnekoli takšne ekstreme, kot hodim jaz, je potrebno najprej zdravniku na krvno sliko. Če je krvna slika ok, to pomeni zdravnik, da reče, vse je v redu, vi ste zdravi. No, potem se lahko pač... lotiš česa. No, ampak o Retratrud bi rada razložila. Peptidi, Retratrud. Ja, to je zdaj malo slabš. Ne znam najbolj to besedo povedati, ampak vsi tisti, ki morajo vedeti ali pa ki se zanimajo za to vejo. To so peptidi. To je igla, in se v maščobo se pikneš. Ziglo. Ja, Jezus Kristus. Ziglo, in... To ti ugasne popolnoma lakoto, nisi več lačen in začne telo, ker kaj je problem, kaj se ljudem ne pogovarjamo. Zdaj, ena stvar je, če ena punca stara 25 let, pa ona gre hujšati. Ena stvar pa je, da bi ti imel 120 kg pri tvojih letih in bi ti šel hujšati. To je velika razlika. Zdaj, če se mi pogovarjamo o ženski, ki je stara 46 let, to se pravi več kot 45 let, je največji problem ta, da kljub temu, da gladuješ in ne uživaš nobene trde hrane, kila ne gre dol. Zaradi hormonov. Zaradi hormonskih procesov, ki jih žensko telo... Tudi če imaš kalorijski deficit, ne gre dol. To me pa ne boš prepričala. Tudi če imaš kalorijski deficit... To me ne boš prepričala. Tudi če imaš, se zgodi po daljšem času hujšanja, da tudi če imaš kalorijski deficit, se ustavi. In Retratrud, ali pa ta peptid, strokovno bom uporabljala besedo peptidi, ki si ga vbrizgaš v kožo, ta ti pa v bistvu uravnava vse hormone in končno, ker mi stari ljudje, bom jaz uporabljala besedo stari, ali pa vsi ljudje starejši od 40 let, imamo težave, srednja leta so težave z prebavo. Zato se ljudje redijo, zato ljudje ne morejo shujšati, ker nam več prebavila ne delajo toliko dobro, kot pa nekomu, ki je star 25 let. In zato, da lahko ti sploh splaviš sebe do tega, da začne telo, da dojame sploh telo, ona nič ne je že 3 dni, primer, ti to pomaga, da to se zgodi prej, da nimaš takih hudih težav, telesnih težav, ker ne bomo se lagali, da ob zavestnem postu, to je ogromno trpljenje. To je, treseš se, ne moreš normalno razmišljati, telo zelo trpi. Če pa ti se odločiš, da to narediš, da boš to naredil za svoje telo v smislu do univerzuma, do Boga, moraš nekako najti, da ti nekaj iščeš, da ti bi bilo lažje. Jaz bom rekla, samo prvih 7 dni je težko. Pa se navadiš. Potem se pa počutiš kot Bog. Potem po enem tednu je pa to taka slika. Zbudiš se sam zjutraj ob 5, laufaš lahko cel dan brez hrane, se pogovarjamo, ne? Govorimo o 40-dnevnem postu. Ja, razumem. En teden je hudo, vse ostalo naprej je raj.
Šele takrat, ko ti en teden postiš in ne uživaš prehrane in greš v trgovino, vidiš, kako ljudje preveč kupujemo in vse, kar kupujemo, je pravzaprav predelana hrana, kar pomeni, je enako strup. Za človeško telo je primerna hrana, ki je iz drevesa ali iz tal. Ki jo lahko sam nabereš. Ki jo lahko samo nabereš, ne rabiš niti ga skuhati, niti pogreti. Torej, vse ostalo je strup. Pa kaj ti zdaj, to ješ sam, nabrano hrano? Ne, jaz jem recimo izbrati moš, kaj ti je lažje. Meni je lažje, da jem tuno. Pa jajco. Srovo. Ne, to si skuhano. Kuhano. Okay. In vsak dan to isto. Aha, kaj, vsak dan isto ješ? Vsak dan isto do konca lajfa. Pezdo materno. Pa se ti ne obrne želodec? Imaš ogromno videov, pa ogromno športnikov vrhunskih, ki se ukvarjajo strokovno in se ukvarjajo s tem kot poklic, ki se ukvarjajo z bodybuildingom, imaš videe, kjer moški jokajo. Ker vsak dan je kepico riža, pa vsak dan purani zrezek. Prav spet smo pri trpljenju. Vse, kar je lepota, je trpljenje. Vi za mene, razumete za mene, zakaj jaz tako trpim, ko so tako lepi? Razumete za mene? Čuj, ampak Sanela, ta rintintin, ali kaj si rekel, to, ko si noter obrizgaš, ni to sporno, mislim, zdravstveno. Bi to svetovala, komu raje ne? Zdaj, jaz imam človeka, ki se s tem ukvarja. Aha, pa te ima pod nadzorom. Ja, in jaz pač tudi hodim zdravniku. Jaz vsake delaš to sama doma? Ne. Ti sama brizgaš doma? No to si jaz mislil, jaz tako nora pizda. A greš pod nadzorom? Pod nadzorom, človek, ki ve, zakaj se gre, drugače pa to se kupi Ratritud ali pa Ozempik. Ja. Ozempik je slabša verzija. Ozempik imajo hollywoodske zvezde. Ampak Ratritud je boljša verzija tega. Ja? To se kupi drugače v trgovini. Preko interneta v Sloveniji imaš par ljudi, ki se s tem ukvarjajo. In če bi kdo želel imeti kontakt, osebe, ki ga pri meni dobi. Peptidi sami pa ni samo Ratritud, imaš ti potem recimo B-vitamin, jaz si ga nabavljam iz B12, je en vitamin, ki je zelo, zelo potreben za... So pa te klasični dodatki. Ja, ampak to je spet igla. A to je spet igla? Ja. Kaj ne pogotneš, zakaj igla? Zato, ker več dobiš. Med drugimi študiji sem delala tudi kemijo in kemijsko tehnologijo in vse vitamini, ki jih zaužijemo oralno, grejo samo skozi nas. A ni isto? Ne, morda bi samo svetovala eno vrsto vitaminov in jih ni v Sloveniji, spet preko interneta, Vital Bulk, vitamini. Vital Bulk je podjetje, ki izdeluje naravno vitamine, ampak to so količine, ki so tu prepovedane, ne? Ker te količine, ko jih imamo tukaj, to pa res gre čisto. Samo polulaš ven in nima nobenega vitamina, ne ostane tebi. Ker samo magnezijo imaš 3 različne vrste. Ni magnezij, ampak je magnezij glikonat, magnezij hidrolat, magnezij. Razumem. In že tukaj ljudje sploh ne razumejo to razlika. Če niso študirali kemijo ali pa če se niso poglabljali v to, pač ne vejo. In to pač v 99% drugi ljudje izkoriščajo neznanje ljudi in ljudje si kupujejo vitaminčke, ki jih jemo, ampak to žal ni nič. Vitamine, ki bi jih jaz svetovala, imaš intravenozno, to se kupi, greš v Ljubljani tamle in plačaš 300 € in ti vitamine dajo v žilo, 1 uro ležiš in ti teče kapalna. In to je vitamin, temu se reče, bom vitaminerizirala telo. Zdaj v Egiptu imajo pa B12, ki se kupi v trgovini, v lekarni in pri njih je to normalno. Pri nas to ni normalno, pri njih je to normalno. Razumemo, ne? Tam je to normalno. In si vsak mesec da eno injekcijo. B12 je najbolj potreben vitamin za telo, poleg magnezija pa kalcija. Za optimalno funkcioniranje telesa ne rabiš nobene hrane, te vitamine možeš zaužiti. In boš kot Superman imel delovanje. Ampak reči mi, zdaj si zadovoljna s kilažo? Mislim, kje smo zdaj? Si si začela pol nazaj spet rediti? Seveda, to je začaran krog. Začaran krog je... Kaj nimaš discipline? Kaj fora? Kaj te zjebe? Veš kaj je najhujše? Najhujše, ker ti moraš res v fitness hoditi vsak dan ali pa vsak drug dan. To je Jack Bars rekel. Tako. Da ne smeš zamuditi. Vsak dan res. No in kolikor preskočiš enkrat, pomeni danes preskočim, danes je
sredo, preskočim. Ja. Jutri mi bo še težje iti. Ja. In potem se to kar naenkrat zgodi, da ti ne greš en mesec. In si v pezdi. In kar naenkrat, zdaj bom še povedala naprej, imaš, držim se en mesec in jem jajca, tuna, jajca, tuna. In pride ti žuta minuta, se reče, in rečeš, pejte vsi v 3 krasne, jaz grem na uno pico. Ja. Pa en dan to narediš, pa narediš drugi dan, pa 3 dan pa si v pezdi. To se pa meni zgodi. To se meni isto. In v bistvu si kot vsi ljudje, ki so imeli ogromno kil in skušali se vrtijo v začaranem krogu. Zato sem si zdaj odločila, da si vzamem to pomagalo, ta peptid. In koliko časa to traja? Samo 6 tednov je, ne? Vsak dan si moraš to? Ne, enkrat na teden je injekcija. Pa ješ zdaj kaj? Tuno pa riž? Danes še nisem jedla ničesar. Ničesar. Zdaj jaz štejem kalorije, zdaj bom dala primer. Ja? Red Bull. Dokoliko lahko ješ? Pa no sugar, za Red Bull pa ima 0. Čak mal, pogovarjava se. Povej. Dala bom primere, ne da to res delam. Nekaj moram dati za primer. Nekaj, kar ljudje poznajo. Odločim se, da hočem spiti Red Bull. Red Bull ima 100 kalorij. Okay? Če hočem zgubljati kilo, če hočem nižati kilograme, moram pojesti maksimum 500 kalorij. To se pravi 5 Red Bullov ali pa 1 tuna, 1 Red Bull, 1 jajca. Smo se razumela? Ja. Če želim obdržati, plus da moram en dan ne jesti, smo rekla, vmes, to se pravi 500 kalorij plus, danes sem pojedla 500 kalorij ali pa spila 5 Red Bullov ali pa čisenje, ali bom jaz 5 Red Bullov spila, ali bom pojedla 3 koščke čokolade, pa je to 500. V kalorijah se pogovarjava, vse je, kar ti zaužiješ. V število kalorij je fora. In zdaj, ker je v Red Bullih najlažje razložim, razumeš, ker vsi vejo, kaj je ena mali Red Bull. In jaz rečem, danes bom spila 5 Red Bull, to je 500 kalorij. In druga neč. Ne bom jedla nič, hočem Red Bull. Ne, lahko ti rečeš, hočem pa danes jajco, ali pa hočem en kos torte, pa ne bom naslednje 3 dni nič. A me razumeš, ti lahko kombiniraš, lahko se kompenziraš. Sam kdo ti je rekel, da je 500 ta meja, kdo ti je to nasral? Noben me ni nasral, jaz sem testirala. Jaz ti drugače povem. Ti povem drugače? Dej. Odrasla ženska, če ne dela nič, če samo leži, bo na teden skušala od pol do 1 kile s 1300 kalorijami. Se pravi, če en teden ješ, ne vem zdaj do katerega leta, ampak 1300 kalorij je meja, ko je lahko ješ. 2000 je za vzdrževanje, 2500 se bo začela pa že počasi rediti. In če boš ti cel fucking mesec vsak dan jedla 1300 kalorij, boš na koncu meseca 3 ali 4 kile lažja. 100%. 100%. Možno? 100%. Možno, sam pri meni delovala. Ja pa kak ne, pizda? Očitno si golfala. Ne, očitno si golfala. Pazi, 1200, 1500 sem pojedla kalorij, pa še šla sem fitness, pa nič dol. Ja, koliko časa? 2 meseca. Očitno si golfala, pa nisi prav seštevala. Ne, ni. To je nemogoče. To je nemogoče. Sanela, to je nemogoče. To je nemogoče, to je nemogoče. To je praktično nemogoče. Ful je bed, prav na svoje mesto. Pa kak? Zato, ker ima telo spomin. Ja, pa puj zdaj spomin. Samo da dokončam. Ja, pizda. Telo ima spomin. A ne? Ja. Zdaj, če sem jaz bila v mladosti vrhunska športnica. Ja. Jaz nisem bila vrhunska športnica. Če bi bila, bila sem klavir, petje, vse, kar ni treba se gibati. Antišportnik. Ja. Ko sem mogla laufati na 600 metrov, tisto, ko smo imeli v šoli, to so bile solze. To se pravi, moje telo nima spomina za šport. Ja. In govorimo, ne moremo primerjati eno 46 let staro damo ali pa eno 25-letno. Deficit je deficit, pizda. Ni res. Pa kak ni res, ne deluje pri 46 letih ženski, to ne bo delovalo. Samo koža se je bo vesla. Pa kako pizda imate? Zato, ker telo ima spomin in zato, ker ti moraš delati šoke. Ja. Ne samo to, ko ti misliš, da je samo hrana, ni samo hrana. Ja. Ne, potem je ledeno mrzo tuš. No, men deluje hrana. Ja. Če si moški. A to je fora? Ja, seveda. Ženska moški je sam fora. Seveda, moj brat drugač plus leta. Moj brat drugač hujša, kot jaz. Ja. Ne samo zaradi let, zaradi tega, ker je on tip, jaz sem ženska. Ampak jaz, če jaz jem do 1500 kalorij normalno, na dan, ker si tip, ja. shujšam 1 kilo na teden. Ja, sam ti še seksa, ziher vsak dan. Ja, seveda. No,
Zdaj pa neki Še seksat. posebej zdaj, ko sem na novo zaljubljen, seksam 2krat na dan. Ja, no. Da ne bi seksa bil, pa pojesti samo 1000 kalorij. Ja? No, Drži. vidiš, no, ampak, ampak, ne, ti moraš seksualno neaktivno osebo. No, to, ampak zdaj pa hočem to reči, glej, da pa jaz začnem jesti nad 2500, bom pa začel počasi se rediti. Ampak spet moški. Ja, pa, Moški imate hitrejšo, hitreje predelate hrano kot ženske. Če damo črevesje, zravnamo ženskega telesa, pa moškega telesa. Ampak čakaj. Sam da dokončam. Ja. Damo celo notranjost trebuha ženskega telesa, moškega telesa, ima moški krajši od ženske. Ampak ti hoče reči, da vse suhe ženske nad 45 let, kaj imajo ta tvoj ekstrem? Vse ženske, ki so suhe, Ja, imajo to. Nad 45 let ne jejo nič. Sigurno. Resno. Sigurno. To si upaš podpisati. Podpišem. 100% ne, bomo rekla nič. Ja, no, mislim, ona je zelo malo. Solato, Ja. brez polivk. Govorimo zdaj, da je res pač suha, ne? Suha? Ja. Ne, to ne smeš jesti nič, kaj s tabo. Pa pečko, materno. Vse vrhunske športnice, to ljudje gladujejo. Jaz ne vem, odkot vam ideja, da ona se rodila tako. Jaz se nisem rodila tako lepa, ne. Ne, naredil to dr. Fabijan. Oči mi je naredil, oči so mi naredili na Hrvaškem. Ne, lase imam umetne, lase imam svoje. Edino to. Lase imam svoje, nohte imam svoje, vse ostalo so mi pa naredili. Na to pridemo zdaj. Ker da se še nekaj razumemo, ne? Ja. Ko ženska shujša, kaj misliš, da gre najprej? Joške. Joške zginejo takoj. Pa rit. Ne? Joške. Joške, ja. Jaz sem shujšala v joške 20 kg, vse posod je pa ostalo. Ja. Telo pa na to ne moreš vplivati. Telo hujša. Tako. In si se odloči hujšati v fazo, še na koncu tako fazo, tu se pa vedno špet. To je jeba. In zato so recimo ta pomagala. Pomagaš pa še druge stvari, se nisem to, fat burnerji so redna stvar, ki jih moraš jemati. 2 fat burnerja pred treningom. No, in če gremo zdaj na te tvoje zelo glasne, lepotne operacije, ne? Ti si shujšala in si še vse nisi bila všeč. Ne? In si rekla, kaj pa zdaj? Jaz sem shujšala in sem imela 2 vrečke takole dol viseče, do tule dol. To te jebal. Pa si imela prej velike joške? Ja, seveda. Pa so se pač... Vrečke 2, koža. Samo koža je ostala takole dol. Faca mi je, obraz mi je dobesedno se tule na tej povesu, kot da sem 70 let stara. Kaj pa ti misliš? Imela sem velik, ogromen nos, kljukast. Ja. Tako da je na koncu še bil sam nos. Cel telo ni bilo sploh vidno, nos je bil viden. Ja. Jaz brez operacij ali pa jaz sem zelo hvaležna, da je tehnologija tako napredovala, da danes ženska, ki hoče biti sama sebi lepa, ker ne gre za ničesar, kar je zunaj mojega telesa, se razumeva? Ja. Ne gre za to, da bi jaz rada slišala od nekoga, joj, ti si lepa. Ne, ko sebe pogledam v ogledalo, sem si želela biti všeč. Ampak kaj si pa vse popravila zdaj pravzaprav? Kaj vse? Mislim, kaj nisi? Kaj vse sem? Ja. Torej, popravila sem kile, to se pravi, sem se razpolovila. Ja. Popravila sem prsi, ker brez prsi se ne počutiš ženska. Pa koliko imaš mililitrov tu noze? 1000. Na vsaki? Ja. To je skoraj, koliko je to? To je E? To je E. Ja, F. Jebemo sunce. Zakaj si pa hodila tako velike imeti? Zato, ker sem imela v sliki, jaz imam tudi, vsaka ženska ima neke svoje ideale, moj ideal je Aleta Ocean, ti mogoče veš, kdo je to? Kdo? Ne veš, kdo je Aleta Ocean? Jaz sem presenečen. Oh my God. Kaj je to, Srbkinja? Aleta Ocean ni Ne, Srbkinja. Romunkinja, Madžarka. Madžarkinja je. Okay. In je to najbolj znana, najlepša porno zvezda. Najlepša porno zvezda na planetu Zemlja? Yes. Aleta Ocean. Kdo je to opisal? Aleta Ocean, najlepša ženska na tem planetu. Kdaj deluje še aktivna? Ona je prvo kot prvo, seveda. Pa zato ne poznam, ker jaz novih ne poznam. Mislim, da ni glih tako nova tudi, ne, da tole te moram pa zdaj, kaj pa ti delaš? Ne, to pa vprosti, to pa Aleta Ocean, priznam svojo napako. ona ima, njen fant je šejk iz Dubaja. Šejk iz Dubaja. Aleta Ocean. Dovoliš, da se ostane, da ti pokažem sliko? No dej. Aleta Ocean. Aleta Ocean je najlepša ženska na planetu Zemlja. To bomo zdaj pokazala. Seveda. Aleta Ocean je najlepša ženska na planetu Zemlja. In ta ti je bila vzor glede prsi. In moj brat Jack Bars. Ja, si ga drka na njo. Ne. No, vprašam, no ne vem. Jack Bars je meni svetoval, da bodi kot ona. Ne, daj mi nekaj postavljati besede v usta. Ok, povej. Moj brat Jack Bars je meni rekel, če boš že plačala nekaj, ker nisem plačala eno stvar.
On je dr. Fabiano, moj najboljši prijatelj. Okay. Matic, jaz te imam najrajši na planetu Zemlja. In moj brat je Maticu rekel, Matic, moj sestri naredi mali nos, pa velike joške, ne? Aha. Ne male joške, pa velik nos. Okay. Pošteno? Ne, in ker sem gledala Aleto ocean. Ne, to te pokaži to Aleto ocean. Aleto ocean, ti pa zdaj lepo, Aleto ocean, najlepša ženska na planetu Zemlja. Sram te bilo, da ne veš, da je to. Kurva, Jaz vem več kot... Mislim, ne, to je sramota. Aleto ocean. To je Aleto ocean. To je Aleto ocean. No, pogledajte to Aleto ocean. Ja. Evo jo. Več res ne poznam. Presežem, da ne poznam. Aleto ocean je najbolj znana porno zvezda na planetu Zemlja. No, resno ti govorim. Ki si ti? Jaz gledam, da ne spremljam več Lejo, scene. no, viš, da je meni ful podobna, ne? Ja. Jaz sledim. In to si pokazala Fabijanu, si rekla, takle me naredi. Takle sem pokazala, tole mi naredi. To je tudi 1000 ml. 1000 ml. V eno, ne? V eno. On je pač, drugače vsi v Sloveniji delajo 300 ml, ne? Ja. Vse ženske. Ja. No, ne, tudi 500. to slabo. Ja. Tole je 1000 ml in hočem ta izgled. No, dajmo še tole. Ups, tole pokazati. Torej, to je Aleta ocean, če ne veste, ne, kurac, Aleta ocean. Vsi pogledati Pornhub. Aleta ocean. Aleta ocean, Pornhub. Aleta ocean. Tako je. No, in poslušaj me, ne, in potem, no, ko smo rekli, nos ti je zrihto. Ja? Aleta ocean. Ok, ocean, nos ti je zrihto. Očke si rekla, da si škilila, da se te to porihta. Zdaj na očeh imam 5 operacij, ne, to se pravi škiljavost je možno ozdraviti. To so bile čist zdravstvene zgodbe. To sem samo plačniško. Ja. To je lepotna operacija, žal v Republiki Sloveniji. A kot lepotna se šteje? V Republiki Sloveniji je škiljavost lepotna operacija in je potrebno plačati. Okay. To se pravi, 3 lepotne operacije sem imela, zato mi oči naravno stojijo. Potem pa v Zagrebu, optika vidim, tudi proti plačilu seveda, so mi pa vrnili vid popoln. To pomeni, tukaj sem imela prej 2% vida, tukaj 20%, zdaj imam pa 100%. Aha. Ker škiljavost nastane zato, ker eno oko je skoraj slepo, drugo pa dobro vidi. Pa se pa zmeša skupaj. In potem mišica v tistem oščecu, ki je slabši, enostavno ga noter povleče ali pa ven. Ne? Jaz sem imela na noter obe učke. Okay. Torej, to je ozdravljivo, ampak to morajo starši, ko je otrok majhen, že začeti rihtati. Okay. 18 let je potem, 18 let sem mogla hoditi v bolnico vsak dan na neke vaje, vsak dan, ne? Do 18. leta, ker do 18. se oči razvijajo. Vid pa sem plačala, zdaj 1 leto točno imam ta vid, da lahko vidim, ne? Ker prej nisem videla partnerja, veš, je bilo še fajn. Kako si ga videla, ste šla pa na razne. Ko sem ga videla, je bilo pa... Čakaj, ko je spravo. Je to! Ja. No, mislim, ja, no, na to še pridemo. Ja, potem seveda jawline imam narejen. A to so ti tudi zrihtali? Nos imam, grbo imam zožan, tule imam zožan, pa tele lukne imam zožane, ker sem imela pač moški nos, ogromen nos. V bratu si imela nos, ne? Tako, tako, vsi smo imeli istega. Pa reče se po žužuljima, ker jaz prihajam iz familije Žužulj, Republika Hrvaško, ko vodijo pa to, ne? No in usta, definitivno, ja, ker ko ti operiraš nos, ne, ker sem imela tukaj ogromno dolžino, ne, se meni pač usta povesla, to pomeni, da postaneš, kot da imaš star. Tako se naredijo, ne? Ja. Ker ti tukaj ostane prosto, ne? A veš, ko on tole zmanjša, zoža, zmanjša, zbrusi, ne? In zravnane, ker sem imela tako nos, mi je rasel na desno. Mi sem mogla še tole popraviti, to mi je Fabijan tudi popravil ta del, da ni toliko, zdaj ne, razmaka med tu pa tu, ne? Smo ga to zmanjšali. Tako pa ni nič več naravnega na tvojem obrazu? Čelo, ušesa so naravna. Barva oči je naravna. Na smeh, zobi so naravni. Čelo si tudi? Čelo imam zamrznjeno, seveda, ja. Kaj to pomeni? To pomeni, da se ti gube ne delajo. To je botoks? Tako je, ja. Aha. Ja, pa mislim, je to bilo vse potrebno narediti? Mislim, potrebno ali pa nepotrebno, jaz bi in bom še plačala. Še boš? Ja. Kaj še pa imaš zdaj v planu? Zdaj definitivno grem na... Sanela Ocean. Sanela ocean. Ja. Kaj še imaš zdaj v planu? Imam željo še facelift čez 5 let, 10, ne? Ko bom stara, ne? Starejša, ne? Pa oženje pasa, to pomeni, da hoče imeti nič maščobe. Sam, če ješ narobe, ti nazaj pride, tudi kljub lipsticiji. Drži.
Liposukcija ni namenjena temu, da ti hujšaš. Ja, vem. Jaz se bom shujšala in meni bo potem doktor Fabijan zategnil odvečno kožo, da bom imela telo mlado, 18-letnice. Ne? A to si želiš? Ja. Kaj pa rit? Rit pa imam že naravno ful. A to pa nisi dala operirati? Ne. Noge? Ne. Mednožje? Ne, še. Beljenje anusa? To obstaja? Seveda. Ne vem pa, da obstaja povečanje penisa, ne? Ja? Ja. Ja. Ali pa tistim moškim, ki ne stoji, Ja. pač penis, ne več, ne, ker obstaja to. Ne, Ja. Ne rabite se več sekirati, sam doktor Fabijan, hello, cash, Ja. manj cash, Ja. pa ti zrihtaj to. Pa zrihtajo ti strane usnice, če želiš? Ja, tako je. Da so lepše, Ja, to je naredila pa naša koleginica Denis Deme. Okay. Ona si luliko še enkrat naredila, ker Si je naredila še enkrat? Še enkrat, ja, da se vse, čeprav to za ožanje lulike, vagine, bi jaz svetovala kar vaje, kegljove. In pa seveda stiskanje mednožja. Je čist dovolj, ker se ti čist zoža. Za moške, ko imajo pa majhnega, pač, ker to vidim, da je problem, ne, ker tisti, ko imajo majhnega, pa nočejo seksati. Na to še prideva, ja, v finalu velikem. Bi jim pa res svetovala, en moj prijatelj je star. Ni tako enostavno, veš, to povečanje penisa. Ni to, kar by the way. 82, moj prijatelj je star 82 let, in jaz sem mu pomagala od tega, da se je to operacijo naredil, ker je imel željo, da bi še kdaj seksu. Pred 82. Ja, gospod je premožen. Ja. Zdaj seksa, kaj? Seveda. In jaz sem mu pač pomagala, sem mu pokazala, da se lahko reši. In danes je zelo srečen. A veš, kako so srečni pa ljudje? Ja, še 3 leta ima, predno umre. Ja, ampak on je srečen. Ja, verjamem, da je. A si ti predstavljaš, da tvoj več ne dela? Ne. Kaj bo potem tvoja bodoča? Veš, me ubije, Monika, veš, me ubije. No, ali pa da rečeš Moniki, seksala bomo enkrat na teden. Bog ne da, me ubije, tako je. Vsak dan je to treba delati. Se strinjaš? Jaz se strinjam, sam moram ti priznati, da imam izkušnjo, da poznam tudi moškega, ki ne seksa vsak dan in tudi vsak teden, ampak enkrat na mesec. No, na to zdaj prideva. Zdaj pa moški, tu vem, da imaš ogromno zapovedati. Tu vem, da imaš ogromno, ampak da imaš predvsem negativnih stvari zapovedati, veliko v moških in te vprašam, ker iz sebe to izhajaš, pa si ti imela nesrečo, da si same čudne moške dobila, ali je to misliš, da je res, pa tudi prijateljice tako pravijo, torej, kaj je po tvoje problem moški, da jih to kritizira zadnje čase, ki te spremljam na Facebooku, kritiziraš moške 100 na uro. Kaj je problem? Jaz se opravičujem moški. Ne rabi se opravičevati. Veš, zakaj kritiziram? Ne rabi se opravičevati. Kritiziram jih zato, ker sem opazila, ali pa opažam, da se moški obnašajo, kot bi bili ženske. Kaj ti to pomeni? On pričakuje, da bom jaz njega povabila na dejt. Moški pričakuje, da bomo me plačali dejt. Moški pričakuje, da bomo me prišli do njega. Kateri moški? To vsi, ali kaj? Pa ne vem, recimo, ena taka ženska, ko sem jaz, ima recimo na dan privat sporočil, ker javno noben nič ne lajka, pa nič ne napiše, ampak privat sporočil je pa ogromno. Ti pošiljajo? Mi pošljajo svašta, ni da ni. Ampak recimo jaz kot ena ženska z južnjaškimi koreninami, če se lahko tako izrazim. Lahko, ja. A veš, pa naj mi reče, zdaj pejt na jug. Ja, sej the best, a veš, ampak če primerjam slovenskega moškega ali pa enega iz juga, pa ne zdaj, da so kjer boljši ali pa slabši. Ki je z juga, da če ste tak Balkanc, on je prava muškarčina. Ja, kaj pa Slovenci so pa kaj? Slovenci je pa pička. Ja, vemo sunce. Ja, pa kaj, mislim, zakaj? Oni mislijo, da bom jaz, moški mislijo, da ženske moramo njega osvajati. Ja, ne, stari, ti moraš bejbo impresionirati. Narobe svet je, mama Slovenci, poslušajte, ne? Ja. Mislim, a veš, najbolj smešno mi je povabilo, a prideš ti k meni, a ne, stari, pizda, ne, bom prišla k tebi domu, zakaj bi prišla k tebi domu, pelaj me ven, plači večerjo, ja, exactly, zato da vidim, če si ti desc. Ne rečemo mi zdaj, da nikoli ne smemo moškega razvajati. Ja, razvajajmo ga. Tudi mi naj peljemo moškega kdaj, ne vem, v savno džakuzi poseksati. Recimo, ja, recimo. Sam stari, zdaj pa da bom pa jaz zdaj glavni organizator, zato da bom jaz z enim tipom, pa raj sem samska. Ja, pa koliko pa imaš, mislim, teh ponudb takšnih, nespodobnih, ki ti niso všeč, da so slabe? Ne, da mi niso všeč, so zelo mamljive. Ker danes zelo veliko slovenskih moških kar ponudi plačilo, ker želijo vse ostale, cel protokol želijo preskočiti in je kar, dam ti Jurija, če prideš v savno in če mi daš fukat. To je pogovor. To je sporočilo. Ja, ne vem, recimo, zdaj, če bi jaz
Ja, da bo kar treba cel protokol narediti, a ne? Aha, pa tega Jurija da čele. Jurija mi lahko da. Ja, ok. Ali pa veš, kaj je najbolj smešno? Ja. Tudi to vse kolegice moje govorile. Zakaj moški pošiljate sliko mednožja ženski? To je ženska mogaben. Ja. To je tudi meni fascinantno. Ja. Da je to na prvo žogo narediš. Ja, namesto da bi mi poslal flikno Jurija, 100 evrov, 200, pa bi napisal, peci kupiti, ne vem. Ja. Lej, nohte. Recimo. On pošlje sliko mednožja. Jaz mu na to sliko mednožja odgovorim, ne mi pošiljati slike, pošlji mi samo cash. In pol tiskaj nima keša, je ful užaljen. Ja. Imaš pa primere tipo, ko ti kar pošljejo denar. Ja, ampak mislim, iščeš tipe z denarjem ali kaj, če te prav razumem. Ja, jaz ne iščem nič. Ti ničeš nič? Ne, ja, ne rabim iskati. Okay. Ampak če izbiram, ne, si bom izbrala moškega, ki je uspešen, in tudi če bi imela hčerko, ali pa če bi ti imel hčerko, kaj bi ti svetoval njej? Ja, no. Ne, lej, jaz sem tvoja hčerka. Ja, najdi si... Kaj mi svetuješ? Ja. A mi svetuješ onega Jožeta, oslica nima nič, sam je tak lep, ati. Jaz, Franc, ko ima pa hišo, pa to sam, ne vem, meni je Joža bolj všeč, ko je tak, lepe usnice ima. Ja, da si najdenega mogoče, ko malo bojega mal, ne? Ampak že me napeljuješ k temu, da sem cash pička, evo! Ja, vprašam te, ne? Vprašam te, če je pogoj za tebe, da ima moški denar. Ja, definitivno, ker me moraš živeti. Morate živeti. Jaz delam drugače, da se mi ne bova razumela. Jaz delam 2 službe vsak dan. Ja, pa zakaj pa rabiš enega, da te bo živel? Zato, da imam občutek, da imam moškega. Pazi, kaj z mikrofonom delaš, pazi, ja. Kaj, da imaš kaj? Da imaš moškega. Ja, ne vem. Pa kaj pomeni, da te moraš živeti? Kaj je to konkretno? Ja, jaz se preselim k njemu lepo, bom plačal vse položnice, kosila, potovanja, pač dopust. Je pa res, da sem zelo taka ženska, da tudi rada moškega nazaj obdarujem, ne? In mene fant povabi v Turčijo, ga jaz tudi pelam, potem naslednjič v Turčijo, pa jaz vse plačam. A da je, daj dam zgodba? Seveda, da je, ampak ni pa v osnovi, nič ne rabiš dati in jaz te bom ljubila. Ja, ne. Čuj, kaj pa v posli pričakuješ? Tukaj ima občutek, da si zadnje čase strašno razočarana, ne? Kaj pričakuješ od posli, od moškega, da boš zadovoljna? Jaz bi imela, ali pa za mene idealno pač seksati vsak dan. To je nekaj takega, kot da bi šel zobe umita, ne? Ja, recimo. Ja. In verjamem, da se večina ljudi z mano strinja. Seveda, ne, glede na to, kakšen je partner ali partnerka, a ne, se prilagajamo en drugemu, ne. Imaš pa ljudi, kot sem že prej omenila, ki so neseksualni. Pa zakaj pa bi bila bolj s takim neseksualnim? Ker ima vse drugo. Denar, stanovanje, prijaznje, obnašati se zna, rad me ima. Pa ti manjka seks. Kaj pa če imaš enega, ko zna ful dobro seksati, pa nima denarja? Ne bom z njim. Ja, pa ki boš dobila zdaj vse v enem? Ki boš dobila to? Ne bom seksala, seksa ne rabim. Rabim pa jest, rabim imeti varnost, rabim imeti... Čeprav, da se midva ne razumeva spet narobe. Jaz imam svoje stanovanje, svoj avto, vse imam, ne? Pa čakaj, zdaj si rekla kaj, da rabiš seks vsak dan, za pa praviš, da ga ne rabiš? Jaz bi imela, ampak nujno pa ni, ne? Se pravi, bi žrtvovala seks za enega, ki ima denar? Seveda. Ja pa kak? Bi je bila pa spet nesrečna? Kak to je? Pa zdaj to pa zdaj... Nesrečna. To pa zdaj traparije zdaj govoriš. Ne, ni res. Ne, ni res. Kak bi brez seksa bila, če si rekla, da imaš rada seks? Ja, imam rada, ampak vsaka ženska naj bi imela rada seks. No, in kako bi požrla seks, da ga ne bi imela, samo zato, ker bi ti pa nudil vse ostalo. Bi bila spet nesrečna. Ja, ampak čak mal, ne? Ja. Če mi pa tip nudi samo seks, pa nič drugega ne. Ne, da ti nudi vse razen seksa. Kaj boš takim? To je idealni moški. Ponovadi je tak moški gej, veš? A ti veš, da so gej idealni moški? Za prijatelja, ne pa za partnerja. Ja, ampak, a veš kak? Ja. Ampak čak mal, zdaj pa da ima nekaj druga, ne? Ja. Ena druga sfera je še, ne? Ja, seks traje toliko minut na dan, ne? Ja, odvisno, koliko si dober, ne? Pa rečemo poprečno od 15 minut do pol ure. Pred igro bi znal kar trajati kako uro, no? Ajde, rečemo 1 uro? Ja, rečemo. Aha, dan imaš 24 ur. Ja. Zdaj bom jaz se ravnala po 1 uri cel life? Ne, ampak to mora biti zraven, ne? Definitivno. Ja, no, kaj za 10 let se zdaj pizda? Še vedno bi izbrala moškega, ki mi vse drugo lahko nudi in me ne moreš prepričati. Se pravi, seks bi žrtvovala? Bi. Pizdo, materno. Ja, pa kak? Zato, ker so... Ja, ampak... Kaj si poljoške dala delati, pizda, zakaj? Za sebe? Zato, da sem sama sebi najlepša. To ne gre za nekaj... Ti kot daš, ko ženska naredi, ali pa bom takole rekla, imaš osebe, ljudi, ki spremenijo spol. Ja, a ne? Je bil prej moški in se spremenil žensko. Drži. In vsaka sprememba
na mojem lastnem telesu nima ničesar z ničemer zunaj mojega telesa. A me razumeš? Ja. To pomeni, zdaj bom dala primer, da me boste razumeli. Lahko mi nekdo vsak dan, cel dan govori, joj, ti imaš najlepše jožke, ti si meni najlepša, ti si najlepša, ne? Meni to nič ne bo pomenilo, če se jaz ne bom sama sebe počutila najlepša. To sem čul od mnogih žensk. In to razumem. vse operacije, celotno telesno spremembo, ki sem jo naredila, gre samo za to, da ko jaz sebe pogledam v ogledalo, sem jaz sebi najlepša in zaradi tega odsevam notranjo lepoto in ljubezen, ki jo imam do sebe in to tudi drugi ljudje lahko opazijo. Ampak glej, prej na začetku, ko smo se imeli, ko si bila močnejša, ne? Močnejša, ja. Si rekla, da si videla, da imajo moški pač raje seksi, urejene, bolj suhe ženske. Torej, ne, si imela v glavi, da bi rada bila zaželena, poželjiva. No, zdaj pa praviš, da ti seks ne pomeni nič, pizda. Nisem rekla, da mi ne pomeni. Spremenila si se zato, da bi te moški želeli, a zdaj bi se tega odpovedala, pizda. Ne, da mi ne pomeni nič. Ja. To ni res. Ja, pizda, nisem rekla tega stavka. Da si bi lahko to odpovedala, si rekla. Ja, ampak župnik, čakaj malo, župnik se tudi vsem odpove za Boga. Ja, pa to je župnik, ti si župnik. Lej, Pizdo, zdaj bom dala primer. Sanela, pizdo, materno, no. Mislim, čakaj, to pa ne vem zdaj, no. Že povedal, da ženske ne moramo brez... Ja, sam niste srečni, verjetno brez tega, ne? Grdi izraz kurca živeti. Pa brez kurca, govorimo o orgazmih, o žitku, bližini moškemu, intimi, povezanosti dveh teles, ko se ljubita, pizda, tem govorim. No, ampak spet deva midva razčistiti, ti si tipa, ne? Ja, seveda. Ja, no ti imaš na dan, se ti tvoj... Ne, to nima veze. Samo malo da končam. Ne, no da je končaj, ja. Se penis dvigne recimo na dan enemu moškemu, ki je zdrav, poprečno in vse ok z njim 20krat na dan. Ne, to pa meni se ne, sem 51 star, ker sem bil 20krat na dan. Vem se dvigniti, ko se treba dvigniti, ne vse tako brez veze. Zakaj bi se mi dvigoval kratko? No, ampak mladi fanti poročajo, da njimi stoji to skozi. Ja, mladi fanti. No, evo, ne? Ja. To je moški. Ja. Ženski nič ne stoji samo od sebe. Ja. Ne postane ženska hodni sama od sebe, tako tip. Ja, to... Ženska ne postane hodni, ko pogleda sliko lepega tipa. Nekatere postanejo. Ne. Ja, kako ne? To živiš v iluziji. To se ženske lažejo. Lepo te prosim, no. Sanela, lepo te prosim. No, glej, razčistimo, to bomo zdaj razčistiti. Še enkrat. Jaz zdaj tebi ne govorim o seksu kot telesni potrebi. Jaz tebi govorim o seksu kot bližini, užitku, povezanosti, ljubezni, globini. Jaz sem te pa razumela, da govorimo o penetraciji. Ne. Jaz govorim, da se ti ljubiš z nekom, ki ga imaš res rada. No, pa govorim in... To je pa trpljenje. No, da si pa ti predstavljaš, da imaš ti nekoga in da se vidva telesno ne združta. Pa to je manjko. Med nama konec. No, pa to ti govorim. Prej pa mi prodajaš, da bi lahko iz tega bila. Ja, lahko bi. Zdaj govorimo primer. Čakaj, da me boš razumel. Ja, razčistimo. Ljubim svojega moškega. Ja. In on njega kap zadene in pač mu ne. To je specifičen primer. Lahko bi se odrekla. To ja. Pa da je na vozičku po prometni nesreči. Lahko bi se. A se razumela? To te razumem. Tako brez ljubiti se. Ker seks za mene ni isto kot ljubiti se. Ja. Ok. Brez ljubiti se, pa gledati tipa, ko ga ljubim, to pa je trpljenje. Ampak, da te vprašam, zdaj si v celibatu, kaj? Ne. Mislim, imaš kakšne ljubimce? Mam. Ja, no, mislim. Normalno. Ja, torej kaj, ni problem, pa si priskrbljena glede tega. Seveda, vseh pogledih. Zakaj pa govoriš, da bi bila brez tega, če viš, da ti paše? Lahko bi pa bila. Ja, pa zakaj pa bolj nisi? Pa če ni možda nekaj se zgodilo, poznam pa res primere, no. Res poznam primere, no. Ko pač se nekaj zgodilo in nisem mogla. Primer bom dala. Ja. Partner dobi hepatitis C. Dobro, to so spet specifike, ja. Ja, pa imela sem ta primer. Ja. Ja, nisem seksala pol leta, lej. To mi je logično, ker si se strašila, ja, normalno, ja. Ali pa genitalni herpes, ja, recimo. A me razumeš? Ja. Moj tip je meni domov prinesel hepatitis C. Čestitam. Ja. Ne? Ja. Hepatitis C se dovemo, kako in zakaj se dobi. Ja. Jaz sem njega še vedno enako imela rada in ga ljubila, ampak ni bilo pa spolnosti. Ja, dokler ni bilo papirja,
Zdrav sem. Ker je ozdravljivo. Ampak gledaj, videl sem te, da si imela en čas fanta, da si bila zaljubljena, pa si pa kar nekaj odsekala in od takrat naprej kritiziraš moške. Ne? Takrat naprej si jezna na cel moški rok. Zato, ker... Ampak si te zmotim, si opazila, da mnenje o nasprotnem spolu vedno izhaja iz našega trenutnega počutja. Definitivno. Da si zaljubljen, hvali ženske, greš na raznih šimpaš. Zdaj je to pošteno. Jaz bolj razlagam o man-codu, obstajajo neke... To piše zdaj kaj, knjigo piše zdaj. Man-code je knjiga. Meni so bratje, jaz imam 3 brate, ne enega, 3. Aha, 3 celo. 3 bratje. 3 Jack Barse. 3 Jack Barse. Okay. 3 bratje so mi razložili, ker sem bila v blazno iluziji. Resnico, kako imajo moški razmišljanje, ne? Kaj so ti razložili? Zdaj, če samo en primer povem, ne? A me boš sploh pustil dokončati? Ja, izvoli. Moški ne ljubijo, ne? Moški rabijo se spraznati, ne? In spraznali se bojo na tisto, ko bo dala, ne? In potem ne, obstaja veliko 99 ali pa ful ogromno število procentov moških ujetih z neko žensko, ki sploh mu ni všeč. Samo zato, ker mu ona dala seks, in je pač rabi seks in se mu nima prevni šanse, ko bi jo imel, ne? In obstajajo, temu se reče man code. To se pravi obnašanje, tipično obnašanje nekega moškega v odnosu do ženske, ne? Med katerimi moškimi so te raziskave delali? Zdaj, največ raziskav, ali pa bom rekla, oseba, ki je v tem, na svetu o tem vodilna, je to Shara Seven. Ona zelo veliko lahko o tem pove, ne? Moški te ne ljubi, je prvi stavek. Ne, moški ne ljubi. Okay? Jennifer Lopez je samska. Ja, seveda je. Sama je tudi veliko sama kriva, ne? Brez zamere. Oprosti. Lahko pa, da se je Ben Affleck skurbal. Glej, tudi druge je imela, pa je šlo kurat se, ne? Malo sitna. Po moje, da je težka. Vidiš. Vidiš, in tako gremo vse ženske vsem tipom na živce, če čas. Ni res. Ja, res. Ni res. No, povej do konca, kaj še boš. In vsak moški bi bil Dan Brazilian. Veš, kdo je Dan Brazilian? Ja. To je pa ta influencer veliki, ne? Veliki influencer, ko ima 15 babnic, ne, pa poročenje pa še 15 ima zramonih nagih, ne. Dan Brazilian, vsi tisti, ko ne veste, prosim, poglejte si, ker to vsak moški sanja o tem lifestylu, to je sanje vsakega moškega, ne. Sanje vsakega moškega so ne ena bejba, ali pa jaz. Ne, jaz pa vse ostale. In kaj nam ženskam ni jasno? Pa zdaj to, nisem si jaz to zmislila, man-code jaz nisem zmislila. Jaz sem se odločila, da bom to vse skup dala v neko besedilo in izdala ven. Shara Seven ti lepo pove, ne, če moški finančno ne vlaga vate, te bo itak tako pustil, imaš 3 tipe ženske, moški delijo na 3 tipe ženske. 3 tipe ženske obstajajo za moškega. Prva je Barbara the Builder. Barbara the Builder je tista ženska, ki jo tip izbere, zato ker mu pomaga kariero zgraditi, bajto zgraditi, denar svoj mu da. Ona njega zbilda. Ampak ko ga zbilda, on jo vrcne stran in gre tisti, to je Golob primer, je imel ženo, 2 otroka, čudovita žena, rada ga je imela, ampak on, ko se je zbildo v Goloba, predsednika vlade, kar naenkrat je bilo, midva smo zaključili, kar naenkrat je prišla Tina Gaber, ne? To je ta primer. Barbara the Builder. Njegova žena je igrala to vlogo Barbara the Builder. Pa imaš drugi tip ženske, ki se mu reče pigmiša. Pigmiša. To je pick me bitch. Zdaj to podaljšam. Izberi me. To je ženska, ko je pripravljena za tipom laufat. To ona, ko prije k njemu, pa on niti ni z njo, pa ona že njemu pri njemu doma puče. Pigmiša so tudi tiste, ko je po domač, po slovenski tele reperi jim rečejo radodajke. Ne vem, imaš primer, ne. En mi je en kolega zadnjič poslal, kak njega neka mlada deklica nago sliko je poslala in je napisala, ne bom imena povedala, ampak bom izmislila ime, Joža poseksaj me. To je pigmiša. Pol imaš pa še tisto sansko žensko. Tretjo. To je pa tista, za katero bi moški naredil vse. Fatalno žensko praktično. Tista, ko je v njemu, za njega, pa njemu fatalna. Kaj pomeni? On bi njo pigmišo, pa Barbara the Builder ne bo pelal, ne bo zaročil, ne bo poročil, ne bo je pelal na Bahame. Ono
kako smo že rekli, fatalko, Fatalko, ja. Fatalko jo bo pa prvo zaročil, tako ji bo prstan kupil. Zdaj pri tebi je ta primer fatalke, je pri tebi tvoja Monika. Monika. Jaz sem jo dvakrat zaročil že. Ja, Monika je fatalka, Katja je pa pigmiša. Je pa pigmiša. Je pigmiša je bila, ona je bila pigmiša. Ker bi zbilda, da te ni, ne? Ja, okej. In ko takoj, ko ima možnosti, pri fatalki bo pigmišo, pa Barbara dobil brfrsno stran. Takoj. Ampak se zaljubi v fatalko, ker kaj prej si moški ne zaljubi. Se. A to se pa? Dokler ne poseksa. Zdaj, dlje, ko mu ne da seksati, bolj bo zaljubljen. Pa... Bolj, ko se more potruditi za to prvi seks, bolj, ko more več energije vložiti, denarja, truda, besed. Ne? Pa ko dobi, pa gre spet. Ko dobi, pa je to pri tipu, je to tako, ne? Bodimo iskreni, pa nehimo si lagati, nalimo si čistega vina v kozarec. No, čakaj, da pridem do besede. Ja, no, kaj povej, da vse povem. Moški, ko poseksa enkrat žensko, mu tudi če nikoli več ne vidimo. No, zdaj pa ti mene poslušaj. Sanela. Zdaj pa ti mene. Zdaj me boš pa puj. Ja, zdaj pa ti mene poslušaj. Imamo par vrst moških. Nimamo samo eno vrsto moških. To je osnovna napaka te ženske, tvoje, ki je to napisala. Da je dala vse moške v isti koš. To je osnovna velika napaka. To moramo mi dva vedeti. To je zdaj modrega moškega, ki govori. Normalno, da so tudi različne ženske. Ima žensko, ki ta radodajka, s to se marsikdo zagotovo ne bo nikoli poročil, ker je znana potem, da seksa samo, ker jo tudi nije osebno drugo verjetno ne zanima kot to, da samo seksa. Bodimo tudi tu iskrena. Ima ženske, ki ne rabijo drugega kot samo seks, denar in nobene zveze z moškim. In zakaj bi takšno žensko ti se zaljubil, pa jo imel doma, pa jo malikoval, pa se z njo poročal. Potem imamo žensko, ta prvo, ko si ti rekla to, ki te... Barbara the Builder? Ne, Barbara the Builder, pa to, rekel, ta fatalka, ampak zdaj pa gledaj. Moški, ki ga ti opisuješ, je otročji moški, to moramo ima vedeti. To je neodrasel moški, to so predvsem mladi fantje ali oni starejši, ko znova pridejo po puberteto nazaj, se pravi po 60. po 70. letu. Imamo pa odraslega in zrelega moškega, ki se skozi življenje nauči, da največ te ljubezen, draga moja Sanela. Pa ne se čuješ, ne vem kako pravlično. Ne, to, verjemi mi, drži. In ko ti z žensko, katero se zaljubiš, seksaš, in če je seks dober, ti ga boš želel ponavljati do konca lajfa. Ker si sprobal prej kar nekaj žensk, s katerimi seks ni bil dober. In zakaj bi ti potem to, s katero je seks vrhunski, znova menjal, preizkušal, iskal, če veš, da bo seks z njo vedno znova vrhunski. In tako žensko ti obdržiš in ne boš po prvem seksu menjal, ampak bo z njo hotel seksa do konca lajfa vsak fucking dan. Zato, ker si nor na njo pizna. Ja, pa še onih 100, ko ti dajo sprot. Ne rabiš tega. Res? Ne rabiš tega. Da si ti prišel do tega. Če z njo seksaš vsak dan, kak boš kurba druge sploh imel zdrave, zdaj jih ne moreš imeti, ker nisi več telesno tako dober. No, ampak ker si star 51 let. Meni veliko ljudi reče, da ne seksajo vsak dan, da tudi vsak teden ne. Ja, to je njihov problem, ne? Kaj pa ti meniš o tem? A je to resnica? Poznaš, ti si moški. Ja. Ogromno ljudi poznaš. Ja, ogromno ljudi. Ja, mnogi moški seksajo tudi enkrat na mesec samo. Enostavno jim ni do tega več toliko. Ali je kriva ženska, ki je zraven, pa so se ohladili, pa ni več strasti, ali pač enostavno jim je moč opadlo, pizda, imaš pa moške, ki so stari 70 let, pa bi še kar vsak dan. Te smo si različni, to možete videti. Tudi ženska ni vsaka enaka. Ena je pohotna pizda skozi, ena ima do vsekrat na 3 mesece. Ampak jaz pravim tako, če se najdeta prava dva, definitivno. In če med njima zašiba kemija v bistvu, bo ta hotela seksati vsak dan. To je res. Zato, ne govorimo mi o telesni potrebi. Govorimo o intimi, ljubezni, bližini, iskrenosti, norijah, ki se dogajajo v seksu. Jaz vedno tako pravim, kaj je tudi napaka ljudi, to večkrat poudarjamo v svojih podcastih. Ko rečejo, ja, z mojo pa ne morem tega pa tega. Bedak, pizdati materna. Bedak. Najdi si tako, ko bo z njo lahko počel vse. Tako bodi. Zakaj rabiš ti 30 ljubit zram za svoje... Točno to. Svojo to deli, pizda.
Svojo deli največje traparije tega sveta. Če ni za to, ni za tebe. Najdi si tako, s katero boš to lahko delal in potem ne bo varanja, ne bo pizdari, ne bo nič. In verjemi mi, to se moraš naučiti skozi life. In moja zadnje čase znamenita izjava, ki jo bom tokrat ponovil, ker paše, ne? Ni frajer tisti, ki je pofukal 1000 bab. Frajer je tisti, ki je 1000krat pofukal eno. Bravo, drži. Mislim, no, zdaj pa ta osnovni moški, ta tvoj iz Men Coda, verjetno res obstaja kot nek kliše. Ne? Obstaja. Verjetno, ne? Bom rekel, ne bom zdaj se protivil, ker ogromno tudi moških jaz takih poznam. Ne? Mislim, obstajajo. Ampak jaz ti povem, da pa obstajajo tudi drugi, ki si jih pa ti prezrla, ne? Ki jih ti zdaj nočeš zaznati, ki ti gre pa si moški na kurac po novem, ne? Razumeš? In nočeš si dovoliti, da bi v tvojo bližino prišel pa en vredo fant. Ne? Pa tudi morda ne nek orto bogataš. En, ki pač ima toliko denarja, da je povsem lahko kam povabi, pa kam pele. Ne, ki nima nič denarja. Pa se mi to se ne pogovarjamo, da iščem Donalda Trumpa. Denar ni bistvo, je pa problem, če ga ni, ker si ne moreš nič privoščiti. Se ne moreš nič privoščiti. O tem se meniva, ne? To drži, ne? In glej, ne? In ljubezen, pa ne se čuješ nekaj klišejsko, jaz vidim, da ti trenutno ne verjameš v njo, ne? Ampak verjemi mi, ko te zadane, pa temu se ne moreš izognati, ljubezen te slej, ko preujame spet. Takrat skozi prste pogledaš tudi kakšno napako, ki si jo zgradila, da more biti tak, pa tak, ne? Pa da nima kurca 20, da ima samo 18, pa tega dober. Ja, dobre, vrede. Ne bo ok, pa vse dober, ne? Da ni peta, veš, da ni pet, ja, ok, ja, no in hočem povedati to, ne, da tukaj tudi jaz, ne, recimo, če si da ti jezen na ženski rod, jaz imam prijatelje, ko pravi za vse ženske kurbe, pa rečem, stari, ja niso, ne? Niso. Kurbe so tiste, ko so tebe razočarane. Ja, jaz še nisem nikoli nobenega prevarala. No, a veš, ne? Sneko, lej, niso, imaš ful vrejo ženski, ja pa kje, sneko, lej, imaš jih, sam ti jih trenutno ne vidiš, ker si jezen na cel ženski rod, ne? In nekaj si zapolni, ne? Jaz sem malo nazaj trdil, da slejko prej gre vsaka zveza v kurac in da je varanje zaželjeno, ker itak bo šlo v kurac. Ne? In zakaj boš ti zveš, če bo itak brez veze? Ne? In na koncu, ko zveš, da je on tebe varo, ti njega ne, pa veš, da mu vrat zaviješ. Pizda, ne? Preventivno prevare, da ga ne boš ubil na koncu jeze. Ne? Zdaj sem pa spremenil sistem, ne? Ker sem se res zaljubil. Ne? A to si se prvič zaljubil? Ne, jaz sem že bil zaljubljen. Ne tako ekstremno, kot sem zdaj. Ker ti moraš zdaj nekaj vedeti. S čem te je očarala? Lej, v bistvu sploh ni opisa, ne? Ali nejsko, ne? Tu gre enostavno pizda, ko ti, pa jaz sem star 51, se pravi pizda v letih, ko se jih ne zaljubljamo več, ne? Pa ko imam za sabo neko kilometrino, takšne in drugačne izkušnje, razočarane, gor dol, ampak ko pride prava oseba, ko ti njo začutiš, ko pizda jo vidiš, zavohaš, se jo dotakneš, jo poslušaš, ona tebe posluša, vidiš njene oči, njen pogled, njen sistem, razumeš, ko se vse poklopi, nastane dream team, ne? In je perfekcija, ne? Lej, lahko da bo šlo to čez 3 leta v kurac, jaz ne vem, sej nisem jaz podpisal, da to lahko 100 let traja, ampak, če je nekaj tako fajn, kot je tu, sem siguren, da bo na dolgi rok, to sem jaz siguren, ker lej, 9 mesecev je zdaj, to tako malo v današnjem času, pa vse ni, eni se smejijo, ne? Javi se, ko bo 30 let, stari, pusti 30 let, rad me že mogoče ne bo več, ne? 9 mesecev ni tako malo, je lepa, na 3 mesece podlaga bo že skoraj let, ne? Pa če se vsak dan z nekom vidiš, bi se ga mogoče tudi naveličati počas, ne? Če ne je bila prava stvar, ne? A veš, ne? In ti hočem reči, Sanela, da obstoja ljubezen, obstoja prava stvar, samo zgodi se ti, ko jo najmanj pričakuješ, ne? Ja, jaz upam, da se bo meni tudi kdaj kaj takega. Seveda se ti bo. Mislim, se si zaslužiš, pizdo mater. Vse imaš 1000 ml noter, kurba. Se pač zaradi tega moraš nekega fajn peba dobiti. Sam za to. No, vidiš, ne? Je pa nekaj res. To je the hook. Je pa nekaj res. Velike prsi lahko preprečijo pravo ljubezen, ne? To moraš pa dobiti, ne? Definitivno. Ja. In? Se nečkaj ne sekiram. Se nečkaj ne sekiraš, ne? No pa, reči te pa še to vprašam, Sanela, če postiva te moško-ženske zadeve ob strani, to, ko sem prej na začetku omenil, te tvoje magisterije, to, ne, ti si zelo šolana ženska, ne? Ja. Tudi to ti škodi v končni fazi, ker si prepametna, ne? Ne vem, če mi škodi. Ja, imaš magisterij, iz česa imaš? Magistrirala sem mednarodno pravo diplomacija in pa Mednarodno pravo diplomacija. In zdaj bom magistrirala še slovensko pravo.
Se pravi, dvojno pravo. Ja. Pa kaj te je pa dal v te pravne zgodbe? V bistvu začel se je vse skupaj med korono, zdaj za ta drugi magisterij. Nisi se mogel nikamor dati. Ki je bilo dolg cajt. In mi je bilo dobesedno dolg čas. Hotela sem biti vzgled sinu, katerega sem šolala na domu. Sin je koliko star? Sin je star 18, že samostojen, zaposlen, dela. Okay. No, hotela sem dokazati sama sebi, da lahko to naredim, zato ker mi je ostala ena rana iz otroštva. Jaz sem bila škiljava, ne? Ja. In ena učiteljica slovenščine, evo zdaj lahko izkrenim, gospa Toman, S kjer osnovne? z prve osnovne šole Celje, gospa Toman, ne? Ja, Vsi na ič ste, za nič je bil prvi stavek. A to je rekla? Ja. Vsi, ko ste na ič, ne morete imeti več kot 2 oceno, zato ker tudi, če znate vse, je lahko samo 2. In iz tebe ne bo nič. A to je rekla? To je meni rekla in jaz sem, to ostane, ko si otrok, ne razumeš, odkot tako veliko sovraštvo. Ne, ker jaz nisem razumela, da sem jaz od spodaj, da sem jaz sanela. Meni ni bilo jasno, zakaj zdaj ona mene tu ne mara. Ne? To je bila ena rana in jaz sem samo želela dokazati, da lahko in pa, da če mi se še kaj slabega zgodi, da se lahko branim na sodišču, ker odvetniki so blazno dragi. Ja, sam sebe braniš, ne? Ti pa kaj spovedla tej gospe Tomanovi, da imaš zdaj magisterij, pa da še enega... Ne, evo, gospa Toman, danes dvojna magistra in ti nimaš pojma o otrocih. Ne veš, kdo lahko, kdo ne more. Še živi ta gospa? Še živi, penzije, verjetno zlobna naprej. To je bila zloba od človeka. Zloba od človeka. Ti ampak delaš pa zdaj ti kaj konkretno zdaj? Imam svoje podjetje. Aha, svoje podjetje imaš. Aha, kaj svetuješ žensk? Vendar tudi ženskam, ki so žrtve nasilja. Človekovimi pravicami, pišem za pravno prakso članke, ukvarjam se še z kakšnimi drugimi zadevami, snemam reklame. Imaš reklame? Management. Ženskam, ki so kaj, žrtve nasilja svetuješ? Pravno? Ne v smislu ločitve, v smislu, kako naj se iz te situacije izpravijo ven. To tudi delaš v glavnem? Ja, bila sem mati samohranilka, bila sem poročena z enim fantom in mogla sem najti pot ven, iz nasilja. A nasilje je bilo? Nasilje. Kaj tepol, kaj? Ja. Ful dober pizda. Ni me množina, ker je bilo samo enkrat in potem je bila ločitev in policija ga odpeljala. Živim življenje naprej, predvsem pa si želim ustvariti eno veliko željo in sicer želim delati za velike korporacije na Kajmanske otoke, Virgin Island, Miami. Da bi kaj tam delala? Tam bi jaz bila pravnik za korporacije, ki imajo med sebojne dogovore, mediacije za ogromne korporacije. Tudi ta poklic v Sloveniji ne obstaja. Pa lahko to narediš? Lahko, imam opcije. V tujini, ne? V tujini, imam opcije. Zdaj čakam pač zagovor, ker sem že vse naredila razen zagovor. A si že v procesu? Že v procesu, pridobitve naziva. In potem bom počasi šla. Drugače, čez vikende me lahko tudi vidijo v Ljubljani. Tam pa prinesem pijačo na mizo čez vikend. Torej se ukvarjam tudi z gostinstvom. Stranke me najamejo pač. Trenutno delam v Plaji. To je Plestinak me včasih. Tako. Zdaj pa nima več, ne? Zdaj pa nima več. Ok. Tako da to, zraven pa pač gradim to svojo kariero vzporedno, ne? Pravniško. Hočeš reči, da se ne da živeti od vseh teh magisterijev pri nas, da v Sloveniji lahko živiš, ampak plača na sodišču je, 1200 evrov, na upravni enoti je 1400 evrov. To so vse plača 1400 evrov, če ti je 1400 evrov dovolj, je to, meni to ni dovolj. Natakar ima večjo plačo kot 1400 evrov. Pizda. Žal.
Ne? In imaš ti, to veš, vsi, ko rečeš pravnik, vsi mislijo odvetnik, ne? Ni to isto. To ni isto. Ker ti imaš, tako da bi rekla, nekdo konča medicino in zdaj je on kirurg lepotni. Ja, ne, ni. Okay. Moraš specializirati. Moraš specializirati. In jaz sem specializirala na intelektualno lastnino, specializirala sem na človekove pravice. To bi te lahko nekdo najel, ne? Me lahko najamejo. Me ogromno ljudi najame. Ampak mi mora biti primer zanimiv. Ločitev ne delam. Ne delaš, tega, ko je največ. To, kar je najtežje, ne delam. To je najtežje. To je psihično zelo težko prenašati in za 1300 evrov se meni to sploh poslušati ne da ali kamoli reševati. Da te vprašam, mogoče o velikem finalu, ne? Zdaj si lepa, zdaj si zadovoljna sama sabo. Ja, zdaj sem sama sebi všeč. Nisi me prepričala zdaj. Ampak, se pravi, nisem še dosegla tisto, kar želim. Želim pa dosežiti to, da imam nič maščobe. To pomeni, da sem pripravljena za na oder BBF. To bi rada zdaj, ali kaj? Ja. To bi samo rada, ne iščem zmago, ampak da sem na odru gor. Da sem že tako daleč, da lahko sem contest. Nekaj to veš, da starosti ni omitev, ne za bodybuilding. Samo špet mišice, ne? Seveda. Pa to si zdaj podala, ali kaj? Da. Pa kje si to zdaj, kot si to zdaj našla? Zato, ker to je ena stvar, ko še nikoli nisem imela. Ja, to se moraš pa na hardcore trenirati. Ja, to je pač disciplina, ne? Ja. Zato, da vidim, če je to možno. Ja, možno je, samo boš trpela. Še bolj kot zdaj. Ja. Zakaj to hočeš? Zato, ker si pol ful lep. Kaj pa obrasi si lepa zdaj, ali ne? Pa ja, lahko bi še jaz tu dodelala, recimo deljenje zob, definitivno. Sigurno bi lahko, ne vem, če bi želela, že zdaj, ne vem, facelifting, ampak meni se zdi to prehiter, ker se mi zdi, da je facelifting za ženske starejše nad 60 let, 50. Vsaj 55. Kaj pa pol hočeš zdaj? Ja, to je prihodnosti razlagamo, ne? Pa če si zdaj nisi všeč, si rekla? Ja, sem se. Si, ko se pogledaš, ko se naga pogledaš v gledalo, kaj rečeš? Ko si ti enkrat debel, ne? Ja. Mogoče noben ni povedal, ne? Ti, ko se pogledaš v gledalo, se še kar takega vidiš? Jedel korec. Resno? Ne vidiš razlike? Ja, pa kak ne, korba? Ne, še ti moraš... Imaš v glavi, imaš zgodbo? V glavi noter je in sem ti rekla, da ima telo spomin. In ti moraš konstantno se, kot bi rekla, afirmacije, da si suh, ne? Ti na silo moraš sebe suhega videti, da ustaviš sploh to rediti se, ne? Prav, to je psihološka zgodba tudi, ne? Zelo. Rabiš psihiatra? Jaz ne verjamem psihiatrijo, ampak okej, ne znajo oni nič rešiti. Niti enega človeka, pacienta niso rešili, nobenega niso zdravili, zakaj bi šla psihiatru? Vprašam. Zato, da on ima službo. Ne, da bi te prepričal, da nisi debela več. Ne more noben prepričati. Ti sebe vidiš, veš, kako ti se korigiraš to, ker to dejansko ti sebe vidiš skozi. Ti, ker razum vklopiš in stopiš na tehtnico in ti pokažeš 60 kil. Pol greš recimo do kolegice pa reče, ja, ti si pa suho. Ali pa coto oblečeš ono, ko ti dol pade. Ono, ko ti dol pade. Pol vidiš recimo po številki konfekcijskih oblačila, ne. Sicer pa iskreno res ti sebe vedno vidiš... Ampak ni to pol problem, recimo, da se ti dovršiš, pa se pa gledaš v gledalo, se vidiš narobe, pa še kar naprej hočeš pa noriš, pa si že znal ni okej. Ni to pol nevarna zgodba? Je, zato pa tudi obstaja toliko ljudi, ko padejo v bulimijo ali pa v anoreksijo. Ali pa te pretirane plastične operacije. Ali pa pretirane plastične operacije. Ker se narobe vidijo, pizda. Tako je. Fuck. Kaj to se ne bojiš, da bi se ti zgodilo? Mislim, bojim se ne, ampak ta strah obstaja. Ja, da bi pretirava začela. Še ekstremno hard. Ja, to obstaja. Joške, 2000 ml. Ne gre, ker ti moraš imeti kožo. Aha, to je zdaj maksimum. To je, ni placa. Plac moraš imeti. Seveda. Lahko bi zdaj recimo iz te, to se imaš te ženske, ki rabijo to, ne? Pornozveste recimo, ne? Ma 1000 ml in potem gre na 1200 ml še ena operacija.
za 200 ml več. Ne moš pa ti iz Na 2000. ravne ženske 40 kg ne more dati take količine noter in ne bo šla in ne more Ampak, iti. da mi to povej, bi pa bila varianta, da bi ti recimo s tisto ta staro sanelo, ne, z 120 kilami, ne, vse našla srečo, pa bi se sprijaznila s tem, pa rekla, taka sem, jebite se, to je to, ker ogromno žensk jaz poznam, močnejših, pa verjamem, da mi ne lažejo. Verjamem. Da so se sprijaznile in so same sebi všeč in so cel Seveda. okrogle. Pa jih Saj tudi to ni možje, nič narobe. otroci, družba sprejmejo takšne. To ni nič narobe. Ampak tebi to ni Jaz nisem mogla to. da se na glavo staviš. Ne, meni je bilo to. Pizda. Meni je bilo to, zato ker vem, da obstaja. Jaz razumem transformacijo, da je transformacija telesa možna. Ja. Torej, če lahko jaz iz moškega telesa naredim žensko telo, lahko narediš vse. To je res. In ta modifikacija, transformacija, ki je danes omogočena vsakemu človeku, to je meni amazing. Pizda. Mislim, jaz sem prosila, da tudi pol daš gor slike, ko sem ti poslala prej Ja, po, to mi pošli še enkrat. da bojo ljudje razumeli, kaj govorim. Da bomo vmes dala na začetku, bomo dala. Ja. Imaš več teh slik? Imam več slik, imam. Mi pošli. Ti, kaj pa film Substance si gledala, zdaj mi mora? Substanca. Sem. In? Eden redkih filmov, ki sem jih gledala, Ja. ker drugače ne gledam televizije sploh. In? Mislim, to Na mi je to bilo te- kar na to temo je vrhunski film. definitivno, zdaj me dobro poslušaj, kaj ti govorim, to definitivno že obstaja, mislim, da prije $100,000, da te takoj pomladijo 10 let. To vse že obstaja, ker Hollywood nam ne kaže izmišljenih stvari, ampak tisto, kar nam je prikrito. Okay? Mi ne bom ti ogovarjal, ne? Če tako misliš, misli, ne? Sigurno to obstaja. Ja. 100%. Mogoče ne v tej obliki, kot je v filmu, da pol ona tam umre, pa ne, da ona tam pol, ne, to ne, ampak definitivno obstaja stvar, ki si je v igli noter in si jo pikneš in ti naredi stvari. Sanela, tvoj zadnji stavek za najne gledalce, po katerem želiš, da se te spomine, oziroma da drugače rečem, po katerem želiš, da bi rekli, pizda materno, pa veš, da ni Slavo tole povedala. Imaš kaj takega? Mejmo se radi, Aha, to je najbolj pomembno, mejmo se radi. ok. To sem se naučila od ene ženske, Dani je ime. Ja, koliko je ime? Dani, čudovita Je ženska. bila moški prej? Ne. Ne, Dani. Dani je starejša gospa. Ok, In pošteno. ona je vedno govorila, mejmo se radi. ok. Mejmo se radi, spoštujmo se. In vsak naj naredi iz svojega življenja natanko tisto, kar ga bo osrečilo, izpolnilo in naredilo, da je nekaj posebnega. Ne? Ker recimo ti si ena oseba, kot te človek vidi, se te prav zapolne. Mnogo ljudi pa ostaja prozorni, jaz temu rečem, ne? To pomeni neopazni. Sivi ljudje. Sivi ljudje. Ja. Non-playable character je strokovni izraz. Ne? Ok. Ja. Bodite edinstveni, seksajte, ljubite se in živite življenje. Lej, ne bom nič dodal, ne? In rekel bom hvala ti za tale, kako bi rekel, poučen, izjemen in pa poln obisk, ne? O katerem smo spregovorila, o marsičem zanimivem, ne? In res me zanima odziv najnih gledalcev na tole najno debato, pa na klipe, ki jih bom seveda porezal ven, takšne ta prave, pa jih dal na Facebook, Instagram. Ne? In resnično me zanima, kaj bodo ljudje porekli na vse to, kar smo govorila. Ne? Ali bodo rekli, wow, bodo rekli, pizdo, materno, pa kaj je to zdaj, ne? To me ful zanima. Ne? Kaj ti meniš, bo pozitivno ali bo negativno? Kam Definitivno bo negativno in Negativno. all you haters makes us famous. Je zelo znan rek. Opala. All you haters makes me famous. Zelo znan rek. Ja, pa to je že nekaj na tem. Ne? Sanela, hvala ti lepa, da si prišla, vidim, da imaš tale srček tule gor. Ja, share love, ja. Torej, verjameš v ljubezen. Ne? Želim ti enega fajnega fanta Ja, najlepše ti v hvala. roku 2 let. Ne prej. Najprej? Ne, Dobro, v roku 2 let, da priješ najprej k sebi malo. Ne? Okay. Okay. Zmenjeno. Zmenjeno. Dame in gospodje, to je bila, koliko se reka Sanela Žužko? Ne, koliko se reka? Štadler. Štadler. To je bila Sanela Štadler, dame in gospodje.
In jaz mislim, da ste marsikaj zanimivega tule slišali. Vzamite si čas, pa pogledajte mogoče enkrat ta podcast, pa razmislite, kaj smo pravzaprav povedali, ne kar na prvo žogo ga srat, ne, malo razmislite, kurba, kaj sta ta dva dejansko povedala, razložila, se dotaknala, pa boste mogoče ugotovili, ne, da nisem za hejt, ne, da je tudi marsikaj pametnega tule padlo zdaj, upam, da na plodna tla. Ne. Uživajte, držite se in lepo zdrav. Ne.